Evo, poglej, to je najnovejši Huawei telefon Nova 9. Ja, kvaj zdaj? To se pravi, danes je, če je šlo vse tako, kot bi morali biti, 21. oktober, kar pomeni, da je čas za svetovno premiero telefona, ki smo ga čakali zelo dolg časa. In na tej škatli, daj pogled, kaj piše. Huawei Nova 9. Pa zakaj ne bi enkrat začeli s ceno? Se pravi, telefon, ki je v tej škatli in ti ga bom kmalu pokazal, bo stal 499 evrov. Bam. Evo, poglej, to je najnovejši Huawei telefon Nova 9. Tehta vsega skupaj 177 gramov. Ok, kaj najbolj pade v oči? Se strinjamo, da leče. Kamere, objektiv. Pa nekaj še gora piše, sem star, jaz sem pa že malo prester, da bi jaz lahko to prebral, ker so premej. Že sem malo. A se lahko? Veš, kaj piše? 50 megapikslov quad kamera. Potem glavni kameri se pridružuje še 8 megapikslov velika ultra wide kamera. Samo. Baje se odlično odreže pri slabi svetlobi, senzor je za 40% večji, kot je bil prej. To se pravi, barve, kakovost, detajli, pa seveda govorimo tukaj tudi v videu. Pravno, to so stvari, ki pri tem telefonu štimajo. Na pol se preselimo pa na drugo stran. 32 megapikslov velika selfie kamera za 4K video posnetke, če boš tako hotel. Bottom line pa, lej, odlični low light portreti. To se mi zdi še posebej zanimivo, ker se mi zdi, da se ljudje zdaj pa že res non-stop slikamo sami sebe, en drugega in tako naprej. 6,57 inčen OLED displej, 4300 mAh baterijo ima, pa 128 GB pomnilnika, predvsem pa baterijo sem omenil. Če bo tvoj Nova 9 povsem prazen, pa bi rad prišel od 0 do 100%. A veš koliko časa? Delgam, 35 minut. Dobre pol ure od 0 do 100. Za avto recimo to ful počas. To telefon pa še kar hiter. Ok, zdaj pa cajt, da jaz to zadevo prižgem. Pa veš, da se zelo hitro začnemo pogovarjati tudi o tem, kaj pa zdaj, ker ni Google podpora in tako naprej. Pa big deal, stari. Jaz to že skozi govorim, pa se mi zdi, da mi včasih kar malo ne verjamete. Tudi zato sem šel v BTC-ju v City Parku, Huawei Store, češčina. Le ni hecno, ko jezik zbiraš, pa imaš tako mehurčke, veš, nimaš klasičnega menija. Prepoznavanje obraza, registriraj obraz. Pa to je to, stari, to je pa tako 1 sekunda pa. Mi gre, ker veš, čez te začetne e-bonge naprej ti pa kar v osnovi ponudijo tako app gallery, do katerega tudi mi poznaj pridemo, in če si želiš nastaviti neke stvari, ki so tako, bom rekel, splošno priljubljene. A veš, Squid Game, Viber, TikTok in tako naprej. Ok. Zdaj smo pa noter. Ta druga stvar, ki ti jo želim pokazati je, da pojmo na drugo stran. A si opazil tukaj v zgornjem levem kanalu, ki ti gledaš eno precej veliko mapo. A veš, ni vedno tako, da si lahko stvari, ikone, aplikacije združeval takole v mapcah, pa da so bile lahko te mape razmeroma velike, predvsem pa pregledne. Zdaj le svetloba že malo šva, vmes sem selfie naredil, prav. Lepotni način, pa ne rabim jaz tega. Tako da Joške naslonim. Ko sem stari, kje je zdaj ta lepotni način? Ti so ostra fotka, stari. Se ne vem, se vidi, se ne vidi. Tlej, 2 Cirila, ua. Lega, Cirilček. Te glavno vprašanje še vedno, in to ne na tedenski, ampak dnevni bazi je, kako pa jaz vse one stvari naštimam, ki jih hočem imeti. Brez problema. Lej, čist realno, ne se ni tako lahko, kot mogoče bi lahko bilo. Ampak jaz na telefone gledam približno tako kot na avtomobile, ne? Važno, da zadeva deluje zanesljivo, da se nanj lahko zanesem praktično kadarkoli. Tako včasih se pa zgodi kaj, pa moraš pa recimo popraviti ali pa moraš iti okrog tega problema. Samo da so te problemi v resnici približno niso tako intenzivni, smotani, težki, kot marsikdo reče ali pa prav, da so. Zdaj pa, ker sem do zdaj jaz vedno kazal te stvari, kako pa na kakšen način lahko različne aplikacije instaliraš, sem rekel, da zdaj pa čas, da malo prešaltamo, pa sem šel v Huawei Store. Pa sem se dol usedel z Rokom, ki mi gre tak mahar, da Bog pomaga. Še vedno se poraja vprašanje, pač ni Google-ovih storitev, in zdaj je to en velik pereči naslov, ki pa za sabo potegne en velik kup problemov, ki pa dejansko niso tako veliki hudi. Ni tisti ustaljen postopek. Zdaj mogoče najbolj na easy stvar, ki je, do zdaj smo delali korak v desno, v trgovino Play. Zdaj naredimo samo en korak v levo, v app gallery. Najbolj osnovno vprašanje še vedno je, kaj pa moj Gmail, to bo naštimela. Tako. Tudi tebe pozivam, da če imaš sodobnega Huawei, če imaš kakšno vprašanje povezano s tem, kaj se da, pa kaj se ne da, mimogrede, velika večina stvari se da tako z lahkoto, brez veze. Pa dej, če imaš cajt pej, ali pa vsaj poklič. Se imajo kakšen telefon, bojo dvigne. Lej, za začetek, dej bodimo realni, stisnimo pauzo za moment. Ne, ni tako lahko, kot bi bilo lahko, priznam.
Ampak ves trud, ki ga Huawei vloži v to, da je uporabniška izkušnja res dobra, ja stari, to se pozna. Mislim, ali ni najbolj, da se lotimo najprej stvari, ki so mogoče malo neugodne, ali pa dajmo reči potencialno, ampak se jih da 1, 2, 3 tudi to reši. Google Photos, to se pravi oblak, kamor se ti samodejno shranjujejo fotografije, videi, spomini in tako naprej. Ni ga, ampak ima Huawei zato seveda svojo rešitev, svoj oblak, ko v goli snovi ni čist nič drugačen in deluje po identičnem principu. Ti si videl, kaj pa Google Maps? Dve stvari. Folk, Google Maps dela čist ok, dejansko. Je pa res, da se ne moreš upisati, pa če te je pomembno za tvojo službo, ne moreš recimo beležiti kilometrine. Navigacija, gužve, zastoji, aktualno obveščanje, to se dela. Drugače imamo pa tudi alternativo, ki se imenuje Petal Maps. Petal. V bistvu vse eno. Google Drive, no tega pa ni. Ampak zdi se mi, da je v tem trenutku pomembno, da izpostavimo eno drugo reč. Zelo popularno je, da vsi trgovci v tem trenutku poudarjajo to, da dajmo podpreti lokalno, slovensko. Pa dajmo to narediti tudi tukaj. Mislim, zakaj pa ne? A Kufr poznaš? K-O-O-F-R, stari slovenska cloud mašina. Podprimo lokalno, slovensko. No, sprobi. Pa mi pol povej. Komotar, kaj pa Gmail, a to lahko, zdaj sem slišal, da tega ni. To recimo sploh ni res. To že od začetka ni res. A veš, zato, ker si Gmail z največjo lahkoto, tako v 2 sekundah pa pol speleš na nabiralnik na tem telefonu, le vse skupaj izgleda tako. In tu imamo eno ikonco, ki je e-mail, mapa, se pravi Gmail kot tak je samo odjemalec pošte. In mi se načeloma lahko v kakšen koli drug program prijavimo za svoj Gmail pošto. Se pravi, uporaba Gmaila na KMS telefonu sploh ni nobena težava. Gmail ti samo preusmeriš v drug poštni nabiralnik in Gmail imaš. Zapri oči, gesla. V glavnem, kaj se zdaj naredila, vnesel si svoje geslo, tako kot pač ga imaš za Gmail. Kaj pa zdaj? Kliknemo naprej in voilà. Čakaj, to je to. Kliknemo naprej, se pravi obvestilo omogočimo. Zadeva deluje. Malo drugače izgleda, ampak moj e-mail račun brez kakšnega koli problema. No, a je bilo easy. A je bilo hiter, samo malo drugače izgleda. Kaj pa Snapchat, Tinder, Facebook, LinkedIn, da je starija resno. Aj, to je bil še kdaj problem. Lej, ti dam primer. Takole smo recimo Instagram naštimali. Odpreva App Gallery. V iskalniku pišeš Instagram. Prvi oddelek so rezultati iskanja iz trgovine App Gallery. Spodnji oddelek rezultati iz storitve Petal Search. Petal Search je sprav tista druga trgovina, ki omogoča prenos vseh ostalih aplikacij, ki načeloma niso še v App Gallery. Kliknemo prenos, nadaljuj, prenesi. Evo ga, že se sad dol. Kliknemo na meste, kot na vseh ostalih Android napravah. A to jaz se sam še upišem in dela? Yep. Okay. Min grede, tudi tak, da je pet nazaj na začetnem zaslonu. Tale brskalnik, ki ti ga Huawei ponuja, je po ta novem, pri Novi 9 povezan avtomatsko z Googlom, torej ne vleče z Binga. Če pa slučajno to ni pri kakšnem od starejših telefonov, pa vedno lahko naštimaš. Tako, zadeva je zelo enostavna. Gremo tukaj od nastavitve. Pišemo iskalnik in določimo dejansko iskalnik po meri, odkot črpa on rezultate. Tako da kaj smo zdaj ugotovili? Google Maps ja, Google Drive ne, pejt na Kufr. Kaj pa bančne aplikacije? Lej, v nedogled zdaj nam tega ponavljal. Velikih je že, kakšna še ne. Jaz sem NLB komitent, imam NLB Klik Pro, pa še mrske je gor. Ok, zdaj pa ti meni povej. A imamo še kakšno odprto vprašanje, ki je povezano z najbolj aktualnimi aplikacijami, storitvami in vsemi zadevami, ki jih vsak navaden človek želi imeti na svojem telefonu? Mislim, da je vseeno pomembno, da se nismo razgovorili samo na temo najnovejšega Huawei, ampak da se vedno znova, ker je pač to potrebno, da vas jaz malo pomirim, pa predvsem, da vam dokažem in pokažem, da se ene stvari da narediti res brez težav. Zdaj pa, če potegnemo črto, Huawei Nova 9 je najnovejši Huawei telefon. Koštal bo 499 €, foto in video zmogljivosti so precej impresivne, tako prav teorija. Verjamem, da bo enako pokazala tudi praksa, ker do zdaj se še nikoli pri vseh telefonih, ki sem jih jaz od Huawei imel, in teh ni bilo malo v zadnjih 5, zdaj že skoraj 6 letih, ni izkazala, da praksa dejansko ne bi sledila teoriji. In s tem Nova 9 postaja tudi glaven telefon komotar minute v smislu zajemanja nove vsebine. Če imaš kakšno vprašanje, prosim lepo, oglasi se v komentarjih. In s tem zaključujem tale vlog. Lepo se mej, kva, stisnem šapo, če me vidiš. Ne mi pa pisati na Instagramu, videl sem te, pa nisem mu pozdravil, pa take fore. Lepo se mej. A je to? Ma kapa.